Živijo vsem, danes bi vam pa rad predstavil nekaj kliničnih študij, ki sem jih spet pogledal in najdel na internetu, vse so iz leta 2016 in bi se osredotočil na BCA-jke, to so pač aminokisline, se vsi poznate, branch chain amino acids, leucin, izoleucin in valin, in bi se najprej osredotočil na 3 klinične študije, potem vam bom pa še v naslednjem prispevku predstavil 3 študije, ki so bile na športnikih delane. Zdaj, o koristnosti aminokisline ne bi izgubljal besed, saj vsi sami poznate pozitivne učinke pridobivanja mišične mase. Jaz sem se zdaj bolj osredotočil na klinične študije. Prva študija je čisto sveža iz septembra 2016 in so raziskovali vpliv BCA-jk na mišično maso, moč in funkcijo pri pacientih z revmatološkim obolenjem, in ti pacienti, veste, se zdravijo z težkimi zdravili, z glukokortikoidi, ki tudi pač vplivajo na to, da izgubljajo mišično maso. Tako da tem pacientom so dnevno dajali 12 gramov BCA-jk, 12 tednov, potem so 4., 8. in 12. teden delali meritve bioelektrično impedanco, to je pač ena metoda, s katero se meri mišična in maščobna masa, potem so merili mišično moč, funkcionalne teste so delali in tudi globinsko slikanje stegenske mišice so naredili, da so pogledali res, koliko imajo mišične mase, in so zaključili, da se je mišična masa in moč drastično povečala pri skupini, ki so imeli BCA-jke kot prehranski dodatek. Zdaj pa drugi študiji so se osredotočili raziskovalci bolj na aminokislino leucin, ki je tudi pač del teh branch chain amino acids, esencialnih aminokislin. Pač raziskovali so funkcijo leucina kot prehranski dodatek in da ima leucin potencialne koristi pri starejši populaciji, da ohranjajo mišično maso. In so v bistvu določili zgornjo mejo koncentracije leucina pri starejših moških, da se pri njih prepreči starostno izgubljanje mišične mase. Kot vemo, starejši ljudje izgubljajo mišično maso, temu rečemo strokovno sarkopenija. In ugotovili so, da je zgornja varna meja za vnos pri zdravih starejših moških podobna kot pri mlajših, se pravi, to je 500 mg na kilogram na dan, se pravi nekje 25 gramov na dan aminokislin, če je pač moški težek 70 kilogramov. Tako da je pač to varna doza, maksimalna, in ta je tudi dokazano pač zmanjševala izguba mišične mase pri starejši populaciji. No, potem pa še zadnja, zelo zanimiva študija, tudi iz leta 2016, so pa študirali efekt vadbene terapije plus prehranski dodatek BCA-jke na krepitev mišic pri zelo starejših, slabotnih bolnikih, pač tudi kakšni taki, ki so bili že zelo slabo pokretni, kakšni, ki so imeli tudi pridružene razne bolezni, pač ljudje, ki rabijo pomoč pri negi in vsakodnevnih opravilih. To so kakšni ljudje, ki so bili že v domu starejših občanov, tako da pri teh pacientih so 2-krat na teden uvedli vadbo in zraven so dodali BCA-jke, 6 gramov, in delali so pri vadbi 5 trening setov, so imeli 3 serije mišičnega treninga pri nekje 30% maksimuma, se pravi, se teh ljudi ne moramo glih zelo obremeniti. Potem ena serija je bila aerobne vadbe in pa ena serija je bila trening ravnotežja. In potem so pač merili rezultate in izboljšanje mišične moči po jemanju BCA-jk in po kombinaciji z to vadbo. In merili so leg press in knee extension spodnjih okončin in ugotovili so, da je performance bil pri teh, ki so BCA-jke jemali za 10% boljši kot pri kontrolni skupini, ki so pa jemali samo maltodextrin. Tako da tudi tukaj se je pokazal pozitiven učinek BCA-jk.